No, turške regionalne ambicije so Izrael postavile v visoko pripravljenost. Izraelska varnostna služba Shin Bet je v preteklem letu preprečila več 10 načrtovanih napadov na Zahodnem bregu, ki so jih usmerjali operativci Hamasa iz Turčije. Trditev je, da Hamas uporablja turško ozemlje za novačenje operativcev, prenos denarja in pomoč pri vzpostavljanju terorističnih celic na Zahodnem bregu. Hkrati izraelski raziskovalci opozarjajo, da Ankara širi svoj vpliv v Siriji in Libanonu ter celo ohranja odprte kanale s Hezbolahom, kadar to služi širšemu turškemu cilju omejevanja izraelske regionalne svobode delovanja. Zato je skrb, ali postaja Erdoganova Turčija strateška platforma za pritisk na Izrael, od Zahodnega brega do Sirije in celo do Libanona. Za nadaljevanje te razprave v studiu sta se mi zdaj pridružila naša višja dopisnica i24 News English Bianca Zanini in varnostni analitik Jonatan Ragov. Hvala obema, da sta z mano v studiu i24 News English. Če Turčija podpira odpor Hezbolaha, bi se to lahko razširilo tudi v Sirijo? Verjetno ne, ker je res, da Turčija zdaj, ne bom rekel, da podpira Hezbolaha, ampak očitno mu tudi ne nasprotuje, kot bi morala, če pomislite na odnose na Bližnjem vzhodu, suniti proti šiitskim. Ampak mislim, da Turčija zelo dobro ve, da lahko najde oporišče v Siriji, sunitsko gibanje, sunitsko vlado, ki je še vedno močno odvisna od tujih sil. In katera boljša tuja sila bi lahko bila kot tista tik na severu, torej Turčija. Ne vidim, da bi se Hezbolah ponovno vrnil v Sirijo. Potrebovali bi ugoden prijateljski sirski režim, ki pa ga nimajo. Potrebovali bi veliko močnejši Iran, ki je v zadnjih nekaj tednih sicer postal močnejši, recimo zaradi memoranduma o soglasju, vendar še vedno nima nadzora nad Bližnjim vzhodom ali vsaj nad deli Bližnjega vzhoda, kot ga je imel prej. Toda Turčija očitno si ustvarja oporišče v Siriji in seveda je to za Izrael zelo zaskrbljujoče. Turčija je geografsko gledano precej daleč na našem severu. Ampak svojo močno prisotnostjo lahko ustvari posredniške skupine ali celo pošlje svoje lastne ljudi. Na sirskem ozemlju, na sirski strani Golanske planote ali nekoliko dlje, kjer se je izraelska vojska ustavila. In v bistvu na nek način ustvarja mejo med Turčijo in Izraelom na precej podoben način, kot je to storil Iran, torej da ima mejo z Izraelom. Na več frontah. Strinjam se, da v Izraelu obstaja veliko zaskrbljenosti zaradi Turčije. Mislim pa, da ne bi smela biti na isti ravni, kot je bila zaradi Irana. Turčija nikoli ni rekla, da želi izbrisati državo Izrael, kot je to storil Iran, vendar je to vsekakor zaskrbljujoče. Saj smo slišali nekaj zelo zaskrbljujočih izjav predsednika Erdogana. Bianca, kako vse to vpliva na večje regionalne cilje Turčije? Govorimo o njenem pogledu na regijo, vendar bodo že naslednji mesec vsi zavezniki NATO v Ankari. Kaj Turčija pričakuje od teh zaveznikov NATO, ko gre za Bližnji vzhod? Ima precej jasen seznam zahtev za svoje zaveznike. Vrh NATO ni le gostovanje. Gre predvsem za pripravo diplomatskega terena za naraščajočo moč in vpliv Turčije znotraj zavezništva. Vodja komunikacij Turčije je izjavil, da Turčija ustvarja turško os. Želi svetu pokazati, da se njen položaj, njen nekakšen neo-otomanski projekt širi in da ima v NATO veliko več besede ter prevzema osrednjo vlogo kot prej. Ko gre za to, kaj bo zahtevala od NATO, je ena od stvari ta, da smo videli, kako Turčija večkrat blokira in daje veto na kakršnokoli sodelovanje ali prihodnje sodelovanje, kakršnokoli povezovanje z Izraelom. Začela bo pritiskati proti temu. Tam se ne bo zgodilo kaj dosti. Prijela bo jasen ne od drugih članic NATO, vendar se ta igra že dogaja, ta pritisk. Prav tako želi imeti svobodo delovanja v Siriji in Iraku, da bi nevtralizirala kurdske sile. To bo verjetno smer, v katero bo šlo tako ali tako. ZDA bodo verjetno prepustile Turčiji, da prevzame večji del tega in se nekoliko umaknile. Prav tako želi dostop do dobavnih verig zahodne obrambne industrije. To je nekoliko bolj zapleteno. Evropejci bodo temu nekoliko bolj nasprotovali, vendar bi lahko tudi pri tem nekaj dobila. A predvsem si želi postaviti sebe kot voditelja, kot glavnega posrednika za zahodne operacije, za zahodne ukrepe na Bližnjem vzhodu. V bistvu želi biti glavni fokus NATO za Bližnji vzhod in to tudi bo.
Jonatan, vrnimo se k temu, kar vidimo na Zahodnem bregu. Turška podpora Hamasu, dejansko gostiteljstvo Hamasa, turška podpora odporu Hezbolaha. Kako vse to potem spodbuja teror na Zahodnem bregu? To je očitno, saj Turčija najprej usmerja denar tistim, ki jih Izrael dojema, ki jih Izrael vidi kot nič drugega kot teroristične celice na Zahodnem bregu. Turčija nikoli ni pokazala, nikoli ni niti poskušala skriti svoje zelo močne podpore Hamasu, pa naj bo to diplomatsko, vojaško ali finančno. In najprej financira funding morda tega ne bom imenoval turški denar, morda je, vendar jasno dopuščajo, da se to dogaja iz Ankare, iz Istanbula. Hamas, delegati Hamasa, ljudje Hamasa se prosto sprehajajo, saj vedo, da jih Izrael verjetno ne bo iskal, dokler so v Turčiji. To je smer, v katero Izrael ne bo šel, napadati ljudi Hamasa v Libanonu, Siriji, Iranu, to je ena stvar. Narediti to v Turčiji ali Katarju, močnih zaveznikih ZDA, je nekaj povsem drugega. Torej, Hamas, Turčija gosti vse te ljudi, jim omogoča, da delujejo svobodno, pošiljajo denar na Zahodni breg, ustvarjajo teroristične celice na Zahodnem bregu. To je očitno zaskrbljujoče vprašanje. In Turčiji je uspelo obkrožiti Izrael prek svojih posredniških skupin na Zahodnem bregu, v Gazi, v Egiptu. Egipt in Turčija sta bila skoraj sovražnika pred približno desetletjem in pol, ko je predsednik Sisi odstavil nekdanjega predsednika Morsija, pripadnika muslimanske bratovščine. In zdaj izvajajo vojaške operacije, vojaške vaje skupaj. Torej, Turčija, moram reči, žal zelo dobro upravlja delo pri obkrožanju Izraela prek svojih posredniških skupin. Na način, ki je nekoliko podoben temu, kar je Iran počel do pred 2 let. Zelo pomembna razprava o vlogi Turčije v regiji trenutno. Jonatan, Bianca, hvala, da sta bila z mano za to razpravo. Hvala. No, še ena zgodba iz Turčije. Član ISIS-a je bil ubit v Turčiji med posebno policijsko racijo v Ankari. Racija se je spremenila v smrtonosno, ko so izbruhnili spopadi, potem ko sta član ISIS-a in njegova žena odprla ogenj na varnostne sile. Izkazalo se je, da je uporabljal TikTok za komunikacijo z voditelji ISIS-a, ki so mu dajali navodila za napad v Turčiji. Ta policijska racija prihaja v času, ko varnostne sile zaostrujejo ukrepe proti terorizmu pred vrhom NATO v Ankari naslednji mesec.